svobodo, ki te svobode nima. Svoboda ni ideal zunaj ljudi, od katerega bi se lahko distancirali. Svoboda ni ideja, ki bi jo lahko spremenili v mit. Svoboda je nepogrešljiv pogoj za iskanje, kateremu so kot nedovršena bit zapisani ljudje. Kot smo slišali v uvodu, je Paulo Freire izjemno priznan intelektualec, filozof, mislec, pedagog, ki ga berejo in preučujejo po vsem svetu in ki je izjemno vplival na razvoj pedagogike in andragogike. Moje prvo vprašanje je za vas, Tomaž. Tomaž Grušovnik je tudi avtor spremne besede, knjige Pedagogika zatiranih, ki je šla pri založbi Kartina, kot smo slišali. Kako bi predstavili, katera so temeljna dela Pavla Freirja, kako bi ga umestili, kakšne so temeljne premise njegove misli? No, bil je kar plodovit pisec, napisal je zelo veliko različnih pedagogik, pedagogika srca, recimo eno takšno poznejše delo in potem še razne druge, mislim, da je vse skupaj 15 ali še več celo, ampak nedvomno je pedagogika zatiranih tisto delo, ki se nekako dviguje nad ostalimi na nek način. Zakaj? Zato, ker je bilo prvo in kar je pravzaprav postavilo tiste temelje, ki se jih je potem držal skozi celotno svoj, ne samo opus, ampak tudi delo. Zdaj, če bi tako čisto neko osnovno ogrodje pedagogike Pavla Freirja postavili, bi lahko rekli, da je to preprosto kritika tradicionalnega transmisijskega modela poučevanja, kjer gre za to, da imamo na eni strani aktivnega učitelja, ki je, Freire pravi, v vlogi bankirja, in na drugi strani pasivnega učenca, ki samo slepo, tudi brez kakršnega razumevanja, sprejema vsebino, ki mu jo podaja ta učitelj bankir in v tem smislu je učenec kot ena prazna posoda, kot mesto, kamor bankir nalaga depozite in zato tak model učenja Freire imenuje bankirski model in ga seveda kritizira na kak način, na ta način, da pravi, da je treba te kategorije zmehčati, kjer imamo na eni strani učitelja, ki je pravzaprav, filozof bo tukaj takoj prepoznal sokratski model učenja, ki je pravzaprav v vlogi moderatorja učeče se skupnosti, kot bi temu danes rekli, in je skratka hierarhično gledano na isti ravni, kot so njegovi učenci in skupaj z njimi pravzaprav tudi sam prihaja do osvoboditve, pri čemer se ta osvoboditev vrši na ta način, da se iščejo pravzaprav skupni pojmi, temeljni pojmi bivanja, skozi katere se pravzaprav skozi jezik tudi ta skupnost in posamezniki v njej samo uresničijo. In Freire potem dalje, tu je mogoče ta stična točka njegovega na eni strani političnega, na drugi strani pedagoškega programa. Freire pravi, ne moramo z modelom, ki postavlja enega nad druge, ki je hierarhični model, odpraviti hierarhije. Če želimo odpraviti hierarhijo, potem moramo seveda tudi sami, kot učitelji, kot osvoboditelji, že pri svojem delovanju implementirati ta osvobojeni model, ki hierarhije v tem tradicionalnem smislu ne pozna. Skratka, govorili ste o osvobajanju kot o eni temeljnih misli Freireja. V spremni besedi ste zapisali, zares lahko bi celo rekli, da Freirejeva pedagogika ni nič drugega kot teorija in praksa revolucionarnega ali osvobodilnega dejanja, ki izrašča iz zatiranega razreda samega. Ta del v njegovi misli je izjemno pomemben, izjemno zanimiv. Kako doseči to osvobajanje? Kaj je to osvobajanje? Kako ga pojmuje Freire? Kaj je ta njegov poziv k revoluciji zavesti, k tej osvobojeni zavesti, v kateri poziva? Povezan je seveda z tem spremenjenim pristopom k vodenju, k poučevanju, ki sem ga opisoval. Po drugi strani pa gre pravzaprav v nekem smislu za to eksistencialistično, na nek način tudi malo že aristotelovsko idejo, da je človek pravzaprav zgolj še neka potencialnost, ki se šele mora udejanjiti. Skratka, gre za idejo, da se moramo kot ljudje
samo realizirati in doseči svojo človeškost. In ravno to pot samorealizacije, samouresničanja Freire razume kot pot do svobode. V konkretnem smislu bi lahko rekli, če bi prevzeli ta tradicionalno marksistično perspektivo, človek ni svoboden takrat, kadar je uporabljen kot orodje, kadar je recimo delavec izkoriščan. In seveda pot do osvoboditve je ravno pot preko te instrumentalizacije, do tega nisi več sredstvo, kot bi rekel Aristotel, ampak postaneš smoter sam na sebi. In tukaj sopade samorealizacija, osvoboditev, pedagogika in na nek način, ali pa bistvenem celo njegov politični program. Mogoče se bomo v tej politični misli, oziroma k temu, da je Freire tudi političen in politiziran avtor, vrnili kasneje. Zdaj bi pa prosila študente, ki smo jih danes povabili, da sodelujejo pri tem dogodku, da nam preberejo eno od Freirejevih misli, ki govori o svobodi. Prosim Majo, če nam prebere ta citat. Medtem, ko učitelj predstavlja učencem kot predmet o svobodi. A libertação, por isto, é parto. É parto doloroso. O homem que nasce deste parto é homem novo que só é viável na pela superação de contradição opressores oprimidos, que é a libertação de todos. Zato je osvoboditev rojstvo, boleče rojstvo. Človek, porojen iz tega rojstva, je novi človek, ki je sposoben preživetja samo v preseganju protislovja zatiralci zatirani, ki je pomenil osvoboditev vseh. In še Ana in Maja. Ana e Maia, ninguém libera ninguém. Ninguém libera ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Nihče ne osvobodi nikogar. Nihče se ne osvobodi sam. Ljudje se osvobodijo kot občestvo. Hvala za te lepe misli in citate, ki smo jih danes lahko slišali tudi v portugalskem jeziku, in se zahvaljujem tudi Ani, ki je portugalska, naša Erasmus, študentka na programu Erasmus, ki tudi sodeluje z nami. Jaz pa se zdaj obrnem k doktorici Nives Ličen. Rekli ste, Freire je eden najbolj vplivnih avtorjev v misli pedagogike, pri razvoju andragogike. Kako ga vidite vi, oziroma kako ga predstavite svojim študentom? Kako njegovo pomembnost predstavite slušateljem? Zdaj, v duhu Freireja gotovo, to so tudi študentje in lahko dodajo kaj v dialogu, kaj počnemo. Na formalnem programu imamo njegova dela v prvem letniku pri predmetu, se pravi, tam je del tudi izpitnih preverjanj. Sicer je pa Freire izredno vpliven za slovensko andragogiko, ker je bil povezan z Ano Krajnc. Ana Krajnc je prva profesorica andragogike na Slovenskem in ona dva sta se poznala, se pravi, preko njenih predavanj je pa delovalo tudi potem na vse nas, ki smo študirali andragogiko. Tako da njegovo delo, pedagogika zatiranih, smo brali kot del študijskega gradiva, takrat še v angleščini, tako da smo zdaj zelo hvaležni, da je to išlo tudi v slovenščini, ker je seveda veliko lažje brati, razpravljati, če imaš to v prevajati pa ni bilo lahko. Verjamem. Tako da vse čestitke, ker Freire je zelo podoben enemu drugemu avtorju, to je Danilo Dolci, ki ona dva sta bila vrstnika po letih in oba imata tak poetičen jezik. Samo da je Dolci pisal v italijanščini, Freire v portugalščini. In tudi po idejah sta si zelo podobna. O vplivnosti, ste me vprašali. Freire je, mislim, če gremo raziskovati slovensko andragogiko, lahko do detajlov najdemo vpliv njegove misli, njegovega dela. To mogoče pri kakšni drugi predstavitvi. Širše pa v andragogiki je mogoče zelo pomembno to, da je vplival na Mezirova. Jack Mezirov je ameriški andragog, ki je svoje razmišljanje naslonil na njegovo delo in je razvil teorijo, ki jo poznamo pod imenom teorija transformativnega učenja in gre natančno zato, ker ste zdaj prebrali tudi v citatih, da je človek ponovno rojen v tem pesniškem jeziku, da se transformira in spremeni. Drugi avtor, ki je zelo bil pod vplivom njegovega dela, je Boal.
ki je razvil gledališče zatiranih. In se to kot metoda še vedno uporablja, jo poznamo tudi v Sloveniji, vendar je veliko bolj popularna v svetu kot pri nas. Tretja avtorica, ki jo je potrebno omeniti, je Bell Hooks. Ona je sama rekla, da ko je odkrila njegova dela, je vedela, da to je tisto, kar je iskala in je, če je Mezirow povezal njegove ideje z recimo kognitivno psihologijo, je Bell Hooks povezala to z feminizmom in tako, da nastajajo nove ideje na osnovi pedagogike zatiranih, ampak tudi pedagogike upanja. Recimo, pedagogika upanja je tudi zelo, mogoče še bolj poetično delo, še težje za prevesti, tako da bomo veseli, ko bo prišlo med nas. Skratka, največ pa uporabljate kot študijsko gradivo ravno to knjigo, ki imamo danes. Pedagogika zatiranih je tisto kanonsko delo, ki se ga bere povsod, kjer se študira andragogiko. Rekli ste že, omenili ste že kot proces izobraževanja kot dialog. Pa bi morda prisluhnili tej njegovi misli, Sofia Indolman. Em verdade, não seria possível a educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como também não seria possível fazê-lo fora do diálogo. É através deste que se opera a superação, de que resulta um termo novo. Não mais educador do educador, mas educador educando com educando-educador. Problematizirajoče izobraževanje, ki pomeni prelom z vertikalnimi shemami, značilnimi za bančno zasnovo izobraževanja, ne bi bilo mogoče kot uresničevanje prakse svobode brez preseganja protislovja med učiteljem in učenci. Kot tega tudi ne bi mogla doseči brez dialoga. Prav z dialogom se dosega preseganje tistega, kar ima za posledico nov koncept. Odnos učitelja do učenca in učenec do učitelja ne obstaja več, vzpostavi se koncept učitelj-učenec z učencem-učiteljem. Hvala lepa. Morda bi vas prosila pa še za en drug pogled, mogoče za kritičen pogled. Kaj pa mogoče kritični pogled na Freireja? Kje ga najbolj kritizirajo, oziroma kje ga vidijo pa morda kot dan danes zastarelega ali celo mogoče več idealističnega? No, gotovo. Ena od kritik je to, da je utopičen in da je idealističen, ampak to se mi zdi, da mogoče je samo vir za refleksijo o njegovem delu. Zastarel ni, ker je izšla trenutno 64. izdaja v angleščini in se to ponovno izdaja in bere. Verjetno tudi zaradi jezika, ki je napisan, ker je uporabljen tak metaforičen jezik, pesniški jezik, da se res bere kot esej. Mogoče kot kritiko za sodobne poglede, jaz mislim, da so nekateri do njega kritični, ker je izhajal iz marksizma, in se potem pojavlja ta njegov revolucionarni naboj kot eden od pomembnih vidikov razmišljanja. Po drugi strani mu pa očitajo, ne vem, če je ta beseda prava, ampak očitajo mu tudi to, da je združil pravzaprav krščanski personalizem in marksizem v svojem načinu razmišljanja. Ampak v praksi, tudi ko se študenti pogovarjamo, vsak najde neke ideje, ki so potem lahko upeljane v bodisi seminarsko delo, bodisi v razmislek. Tako da jaz mislim, da je to dovolj široko delo, da še dolgo ne bo zastarelo. Kaj pa v praksi? Kako njegovim premisam sledi v praksi? Kateri izobraževalni sistemi ga najbolj upoštevajo, se zgledujejo po njegovih načelih? Ja, jaz mislim, da je Freire zelo popularen tudi zaradi tega, ker prihaja zdaj trenutno spet v ospredje teorija prakse. Poststrukturalistični pristopi s teorijo prakse se potem spet naslonijo na njegove ideje, tako da lahko najdejo eno skupno moč. Če me sprašujete konkretno o praksi, kaj to pomeni za prakso, bom povedala s primerom iz slovenskega okolja.
Pri nas je za skupnostno izobraževanje, se pravi za to linijo razmišljanja in prakse je Freire zelo pomemben. No in kot glavni primer skupnostnega izobraževanja so pri nas študijski krožki v Sloveniji. To je zelo velika mreža, ki zelo dobro deluje. In kako se to kaže? Tako da recimo, ko pripravljajo program za študijski krožek, imajo vedno, poleg izobraževalnih ciljev, tudi akcijske cilje. Vedno se človek uresničuje skozi prakso, ne? In se neka praksa pojavi. Drugo, kar je značilno, je, da nikoli ni program pripravljen brez ljudi, ki so vključeni v program. Ta dialoškost je načelo in na začetku, ko se tega lotiš, je zelo težko, tako kot ste prebrali, ta prestop v cono neudobja, ko moraš postati odgovoren za svoj program, je naporna. Potem pa, ko se ljudje tega naučijo in sprejmejo, je pa enostavno ta praksa taka, da se leta in leta in leta ponavljajo študijski krožki. V enakih zasedbah oziroma Zelo pogosto. Recimo na univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer je ta vpliv, recimo njegove misli viden na njihove študijske krožke, so nekateri študijski krožki skupaj 20 let. In se te ideje dialoškosti, vzpostavljanja programa z udeleženci nenehno ponavljajo. Hvala. Govorili ste o dialoškosti, odnosu učitelja-učenca, in se mi zdi primerno, da slišimo tudi ta citat iz pedagogike zatiranja. Domen, prosim. Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo como o educando, que ao ser educado também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem. Em que, para ser-se funcionalmente a autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Tako učitelj ni več tisti, ki le izobražuje, ampak je medtem, ko izobražuje, tudi sam deležen izobraževanja v dialogu z učencem, ki ko je podvržen izobraževanju, tudi izobražuje. Tako oba postajata subjekta procesa, v katerem skupaj rasteta in v katerem argumenti, ki temeljijo na avtoriteti, več ne veljajo. Da bi tak proces v resnici funkcioniral, mora biti avtoriteta na strani svobode in ne proti njej. In še Maja in Katarina. Medtem ko učitelj predstavlja učencev kot predmet svojega začudenja neko učno vsebino, se znova začudi nad svojim čudenjem in sicer ob začudenju, ki ga doživljajo učenci. Na medida em que o educador apresenta aos educandos como objeto de sua admiração o conteúdo, qualquer que ele seja, do estudo a ser feito, readmira a admiração que antes fez, na admiração que fazem os educandos. Muito obrigada. Ala. Zdaj smo imeli spet priložnost slišati njegove citate v obeh jezikih, zato bo moje naslednje vprašanje namenjeno jeziku in prevajalki. Govorimo o najprej čisto splošno vprašanje. Slišali smo, da so Freireja brali v angleščini večinoma, v angleškem jeziku, obstaja tudi nek hrvaški prevod. Danes ga imamo priložnost slišati tudi v portugalščini in sicer v brazilski varianti portugalščine. Lahko mogoče za tiste, ki niso iz jezikovnih krožkov oziroma iz naših jezikovnih programov, mogoče samo razložiš, kakšna je razlika, kako ti definiraš to razliko oziroma kakšna je ta razlika v tvojem pogledu, brazilska in portugalska portugalščina? No, govori se, pa rekla bi, da velja teza portuguesa é uma língua só. A variedade brasileira, variedade portuguesa. Mas é uma língua só, não é portuguesa, as minhas, sim. Torej pravijo, da je portugalščina le en jezik. Se pravi, naj bi sicer obstajala brazilska varianta portugalščine in seveda evropska portugalska varianta portugalščine, vendar uradno jezikoslovje, norma tega jezika, kot jo določa slovnica, pravi, da obstaja le ena portugalščina. Pa vendar je velika razlika. Mi smo zdaj 3-krat slišali Ano, Katarino in Sofijo, se pravi 3-krat smo slišali portugalsko, evropsko različico portugalščine, ker trenutno nismo nobenega Brazilca mogli angažirati za ta dogodek.
Sicer se ravno na tej fonetični ravni obe portugalščini precej razlikujeta. Takoj bi slišali, da je nekoliko drugače izgovarjano, če bi tukaj brala kakšna Brazilka ali Brazilec. Se pravi, fonetično je precejšnja razlika, zlasti je razlika pri besedišču, kajti brazilska portugalščina jemlje tudi besede iz substratov, bodisi afriških, bodisi staroselskih, medtem ko je pa evropska portugalščina glede fonetike veliko bolj zaprta, veliko bolj teži k redukciji vseh samoglasnikov, to se pravi toliko na fonetični in ravni besedišča. Kar se pa tiče same slovnice, pa tudi portugalščina, ki se govori v Braziliji, nekoliko odstopa od te metriž, se pravi od te português padrão, v tem smislu, da je nekoliko poenostavljena. Kar bi rekla, da nasplošno lahko velja tudi za špansko oziroma ameriško španščino, da gre v nekoliko poenostavitev določenih struktur, zlasti tistih, ki najbolj veljajo kot particularidade da lingua portuguesa, se pravi posebnosti portugalskega jezika, te se v brazilski varianti nekoliko poenostavljajo. To za začetek, ampak jaz sem vesela, da smo slišali tudi, ker Freire ni le brazilski, je predvsem brazilski, ampak je svetovan, a ne profesorica Lečan, jaz mislim, da je Freire pripada vsem, ki razmišljajo, vsem razmišljajočim, zato je seveda brazilski, je pa tudi portugalski, tako kot je vsakogar od nas. Tvoje druženje s Freirem je bilo dolgotrajno. Kako si ga doživljala kot pisca, kot misleca, kako si se spopadla s njegovim jezikom? Ja, nekoč, ko sem bila mlada, sem nekaj časa se družila z enim drugim Pavlom, ta je bil Pavlo Coelho. Zdaj sem nekako rekla napredovala do Pavla Freireja. Nič hudega, oba sta Brazilca, oba pišeta v meni ljubem jeziku v portugalščini, zato oba enako spoštujem, čeprav moram reči, da mi je precej zavrtel glavo Pavlo Freire. Prvič zato, ker sem se tukaj se seveda zahvaljujem Tomažu, ki ga je predlagal v prevajanje. Sama ga prej, priznam, nisem poznala. Ampak sem bila prvič na tak način soočena tudi z prevajanjem integralnega humanističnega dela. Ker doslej sem se ukvarjala z literaturo, zdaj pa z temeljnim delom humanistike. Razlika je bila takšna, da je pri meni, kaj imam raje, kar precej pretehtalo humanistiko. Zato, ker se mi zdi, da literatura te lahko popelje kamorkoli in si več v nekem krču, v nekem pričakovanju neznanega. Lahko se govori o čemarkoli. Medtem, ko pri humanistiki se postavlja neka temeljna vprašanja, neke hipoteze in potem se besedilo razvija okoli tega. In to mi je bilo super, zato ker se poglablja, širi, vendar ne beži kar v ene svetove, ki te vsako kar znova kar uničijo kot literarnega prevajalca, ker si soočen od gliste do ne vem česa, vse besede moraš znati. Tukaj seveda tudi, ampak tukaj moraš pa pri humanistiki pa tudi razumeti idejo. In to me tako intelektualno zelo, kako bi rekla, kar brbotalo je v meni, neka želja doseči to, kar je on napisal tudi v slovenskem jeziku. Pri tem prevajanju sem si pomagala ne pomagala, bilo je tako, da sem naredila seveda več verzij, kar je običajno. Prva verzija sem rekla, nič bom se ukvarjala samo z originalom in ne bom nič pogledovala drugam, čeprav je delo prevedeno v mnoge jezike, tudi nekatere tiste, ki jih sama, bi rekla, berem, če že ne povsem obvladam. In sem najprej delala svojo varianto, slovensko, ki je bila zelo bedna. In tiste nisem poslala Tomažu v branje. Ampak sem potem napredovala, sem naredila drugo varianto z novičnim branjem. Si pravim, jezile so mi določene ideje in sem jih hotela priti do dna. In tista varianta je bila že nekoliko boljša. Potem pri tretji pa sem rekla, bom jaz pogledala še angleščino in hrvaščino. V hrvaškem prevodu piše takoj na začetku delo je prevedeno iz angleščine. Niso se ukvarjali z izvirnikom. In angleški prevod je pa, in to sem mislila Mojca tudi s tabo večkrat v kabinetu v jezi, pokomentirala, angleški prevod pa pravzaprav niti ni prevod. Jaz bi rekla, da so se ideje ohranile. Ampak se je pa popolnoma razgubil ta njegov poetični stil, kot je lepo Nives rekla. Porazgubil se je ta stil, porazgubile so se celo te narativne figure, ki jih čeprav v akademskem, nekem teoretičnem diskurzu in neliterarnem Freire uporablja.
Freirejev jezik, se pravi, Angleži so naredili prevod, ki stoji, prevod, ki prevaja v njihov jezik ideje, ne pa sloga in njegove brazilskost, bi rekla. Ker Freire je Brazilec ravno v tem smislu, da si dovoli prestopiti objektivne meje objektivnega jezika. Je subjektiven, razčustvovan, precej ekspresiven, bom to zdaj takoj ponazorila s primeri. Še prej bi rada rekla, da so Angleži pravzaprav v svojem prevodu Freire interpretirali. Tomaž, mislim, da se strinja, jaz sem navajala ves čas, pač portugalski, angleški in slovenski prevod in sva skupaj ugotavljala, kolikokrat ga razlagajo, namesto da bi ga samo preverili. Ko pa rečem, da je njegov jezik ekspresiven in čustven, in ko sem omenila prej nekaj teh narativnih figur, se pravi pripovednih mehanizmov, je nenavadno, ker on velikokrat uporablja apel. On dobesedno kliče bralca, ga nagovarja, recimo postavlja vprašanja. Le kdo, če ne zatirani, bi se bil zmožen zavedati in razumeti strašljivi pomen zatiralske družbe? Le kdo bi bolje od zatiranih lahko čutil učinke zatiranja? Kdo, če ne prav ti, bi lahko razumeval nujo osvoboditve? Potem recimo reče poimenovanje sveta kot dejanje kreacije in rekreacije. Ni mogoče, če ni ljubezni, ki spremljajo to dejanje. Skratka, ne boji se čustvenosti, ne boji se subjektivnosti v svojem, sicer teoretskem delu. Sicer pa je njegov slog za prevajalca, če pustimo ob strani ideje in specifične strokovne termine, o kateri sem se morala tudi poučiti v nekem sporednem branju, je slog zelo razčlenjen, zelo veliko pristavkov ima, velikokrat je pa ekspresivnost dosežena tudi s kratkimi samostalniki, ki se recimo ponavljajo skozi besedilo. Tako da tudi, kar se sloga tiče, ni bilo lahko, je bilo pa navdihujoče in to mi je bilo veselje. Kar se pa idej tiče, je pa, če lahko Mojca povem, par konkretnih recimo težav, zlasti, če se boste tudi vi kdaj ukvarjali s prevajanjem, na kaj naletiš, ampak tudi to mi je bilo veselje naleteti na to, ni mi bilo tako, odite literati, da to domišljijo. Tukaj je bilo zelo veliko, bi rekla, na novo izumljenih idej. Jaz sem si pa to nekaj zapisala, kaj vse me je jezilo, bom takoj našla, sem trenutek tukaj. Recimo, preprosta beseda dualidade. Vsi razumemo dualnost. Pa sem se sprašvala, ali bi to prevedli kot dualnost, pustili tujko, bi prevedli kot dvojnost, bi v določenih kontekstih dali razdvojenost, bi kazali ves čas uporabljati isto besedo, kadar se pojavi dualnost, ne glede na kontekst kliče enkrat po eni, enkrat po drugi. Skratka, Tomaž je dobil pošiljko. Potem je bila naslednja stvar, ki je bila zelo zahtevna, ne vem, je to čist njegov termin, to je ta ineditu viavel. In na koncu je zmagala varianta nepreverjena izvedljivost. In se sicer Freire govori o tej nepreverjeni izvedljivosti takrat, ko poziva naj zatirani najprej ozavesti svojo situacijo zatiranja, potem naj jo prestopi in išče še neko nepreverjeno izvedljivost, naj se je ne boji nekega izziva, bi lahko to prevedli v nek tak jezik. Potem so bile tudi druge assau editanda, dejanje preverjanja. Potem recimo že samo edukação problematizadora, sem razmišljala, oziroma je Tomaž z mano razmišljal, izobraževanje problematiziranja ali problematizirajoče izobraževanje kot kontrapunkt bančnemu izobraževanju. Recimo že samo preprosta humanizar, humanizirati. Vsi razumemo humanizirati, ampak vendar ali kliče dela po besedi počlovečenje, očlovečenje in tako naprej. Tako da, ampak sicer pri prevajanju velja, da nek termin prevajaš vedno enako. Tukaj se skoraj da ni dalo. Kontekst je včasih hotel, da namesto ozavestitev rečeš uzavestitev. Conscientização oziroma glagol conscientizar. Bil je kar, bi rekla, zalogajno. Rada je cela vrsta nekih terminoloških problemov, verjamem, da ste jih lahko reševali skupaj, glede na to, da
dolga leta že uporabljate Freireja kot študijsko literaturo, oziroma verjetno so nekateri termini že uveljavljeni. Pridemo k naslednjemu vprašanju. Freire pravi, ko smo govorili o jeziku, imenovanju in poimenovanju stvari, tudi da je treba vse na novo poimenovati, da bo svoboden človek mora najti nove besede, oziroma ponovno poimenovati stvari. In bom prosila Edvina, da nam prevere tudi ta citat. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo. Dizer palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição com o qual rouba a palavra aos demais. O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Dokler izrekanje resnične besede, ki je delo in praksa, pomeni preobrazbo sveta. Izrekanje besede ni privilegij le nekaterih ljudi, ampak pravica vseh ljudi. Prav zaradi tega resnične besede nihče ne more izreči sam in prav tako je ne more izrekati na mesto drugega v smislu dajanja navodil ter predpisov in s tem drugih prikrajšati za besede. Dialog je srečanje ljudi, med katerimi posreduje svet, katerega namen je svet poimenovati, ne da bi se izčrpavali v odnosu jaz, ti. Zdaj pa se vračam k Tomažu. Že v uvodu ste rekli, da je Freire ima, oziroma profesor Nives je rekla, da je pač njegov problem, oziroma da je kritika povezana tudi z njegovo političnimi idejami, ki so zapisane v njegova besedila in da je na nek način še danes spolitiziran avtor. Zdaj, za tiste, ki bolje poznate situacijo v Braziliji, politično situacijo v Braziliji, boste začudeni ali pa tudi ne, da je nedavno izvoljeni brazilski predsednik Bolsonaro pozval k odstranitvi Freireja iz brazilskih doktrin oziroma prepovedal uporabo njegovih idej in tako dalje. To je tudi citat, ki ga Tomaž navaja v knjigi, ki pravi: po poročanju medijske hiše Independent naj bi celo izjavil, da želi vstopiti na Ministrstvo za izobraževanje s Plamenonetom in odstraniti Paula Freireja, ker naj bi Freirejeva zapuščina v brazilskih šolah iz otrok proizvajala politične militantneže. Kako bi mogoče komentirali ta obrat, recimo v brazilski družbi, oziroma Freire je postal, kot je razvidno iz teh izjav, pravi politični sovražnik? V resnici bi tako začel svoj odgovor, da bi ga navezal ravno na problematiko prevoda, kar se morda zdi nenavadno, a dejstvo je, da je potrebno našo izdajo pedagogike zatiranih še prav posebej ceniti zato, ker je prevedena iz portugalščine. Namreč založba, ki je lastnica avtorskih pravic, je hotela, da je delo prevedemo iz angleščine in da tudi prevedemo njihovo spremno besedo k delu. In v resnici je bilo potrebno kar nekaj pogajanj, da smo na koncu jih le uspeli prepričati, da ne bomo Freireja uporabili za ne vem kakšen program rušenja ne vem česa, ker zgleda, da so imeli tudi kdaj bi rekel kakšno negativno izkušnjo zaradi tega. Tako da si predstavljam, da prihaja tudi do kakšnih zlorab njegovega dela in da je zato pri teh njegovih skrbnikih, njegove zapuščine na delu ta neka skrb in dejansko je v to bilo vloženega kar nekaj dela, da smo dobili originalni prevod. In to je še posebnost te izdaje, ki jo je potrebno podčrtati. Zdaj, kar se tiče posebne politične situacije, moram reči, da ne poznam natančno brazilske politike, tako da težko o tem špekuliram. Zdi pa se mi, da to dejstvo, da je Freire še zmerom trn v peti nekim političnim elitam, za katere, če jaz prav razumem, prihajajo res iz nekega
vrha, so bogate, so konzervativne, pomeni, da je njegova ideja živa in prava in da se ga te elite bojijo, kar je na nek način dobro. Absolutno. Mogoče še en citat bom uporabila iz vaše spremne besede, ki govori o tej, bi rekla, bazični tudi misli, ki je opisana v njegovo pedagoško delo, namreč, da je izobrazba, da mora biti privilegij vseh. In tudi pravi, ko ni mogel, ko je bil otrok, ko ni zmogel spremljati brati ali pa spremljati nekih kompleksnejših besedil ali pa predavanj, zapiše: nisem bil neumen, tudi ni šlo za pomanjkanje zanimanja. Moje družbeno stanje mi ni dovoljevalo izobrazbe. Izkušnja mi je vnovič izpostavila povezavo med družbenim razredom in vednostjo. Skratka, zelo je poudarjen ta moment te demokratičnosti izobrazbe, ki pa je, po mojem poznavanju, pa tudi nisem velika poznavalka, glaven trn v peti brazilskih elit, kajti borijo se proti velikemu dostopnosti izobrazbe. Tega si mi morda tukaj niti ne zavedamo, kakšen privilegij imamo, da imamo vsi pravico in možnost osnovne izobrazbe in seveda tudi višje izobrazbe. Skratka, tukaj se mi zdi, da je v tem je tako aktualen in pomemben in je njegova misel tako pomembna tudi dan danes. Nives, kaj bi še dodali o njegovih mislih in idejah? Kaj bi si še želeli imeti prevedenega? Eno delo ste že omenili. Ja, pedagogi kuhanja, Naslednje delo. Ampak jaz mislim, da bo treba zelo pihati na dušo. Ja, imamo pa mlade sile, se vidi, kako se odzovejo po vabilu svojih profesorjev, da pridejo berejo. Skratka, kaj je tista misel, ki pa je vas recimo najbolj navdušila ali pa očarala, ko ste se srečali z njegovo mislijo in tudi Jaz mislim, da je njegova misel aktualna tudi kot zrcalo zahodne družbe. Ker mi moramo vedeti, seveda imamo vsi možnost, da se izobražujemo, ampak to je zahodni tip načina mišljenja. In vse tiste skupine, ki prihajajo iz tako imenovanega svetovnega juga, se sprašujejo, ali ni mogoče prav ta naša vednost, ki jo reproduciramo kot del belega, privilegiranega razreda tista, ki drži ta svetovni jug nekje, kjer ga mi hočemo videti. To je eno vprašanje in mislim, da je to zelo, zelo pomembno vprašanje za nas. Drugo pa, kar bi jaz opozorila pri njem, je to, da je tule, tudi v tem delu, on piše o pomenu raziskovanja. To na strani 103, recimo, če se bere. Ta tip raziskovanja je postavil en velik vprašaj do pozitivistične sheme raziskovanja in on je začel z dialoškim raziskovanjem, to, kar danes mi rečemo participatorno akcijsko raziskovanje. Ti moraš z ljudmi raziskovati njihovo kulturo, ne moraš se približati ljudem in upeljati nekih novosti z vrha navzdol. To danes vemo, ampak ko je bilo to napisano, pa to ni bilo tako zelo jasno. Zato je tudi ta njegova raziskovalna metoda novost. Hvala. Mene je zelo navdušila misel, da mora človek stremiti k temu, da je več, biti več. Blažka, tvoja misel, ki te je pretresla, oziroma ki se te je dotakala. Pa me res ta Ser Majš se mi res tudi dotaknila, zlasti pa to, da Freire poziva pa svojo teorijo, vodja, da utemeljuje takšno pedagogiko, ki ne disciplinira, kajti discipliniranje pomeni postavljati takoj na mesto inferiornosti, to pomeni vsiljevanje prepričanja, da nisi sposoben lastnega razmišljanja, se pravi, vsiljuje nek status quo. In Freire je ves čas na strani tistih, ki so zaterani, tistih, ki naj bi mislili, da niso sposobni svojega lastnega razmišljanja in jim skuša dokazati v tej pedagogiki, da to ni res, da ni nujno, da je res. Da lahko človek postane več, če uvidi situacijo zatiranja, kakršnokoli zatiranje že to je, če uvidi
kdo je zatiralec, ga več noče imeti ponotranjenega, poišče to nepreverjeno izvedljivost, pravi nekaj, kar bi lahko bilo izvedljivo, ga potegne iz cone udobja in se bori, osvobaja, kritično razmišlja, samolastno razmišlja, se očloveči in postane več. Všeč mi tudi njegova ideja, ki je tako zelo ne proti egoizmu, ki je danes mogoče ni opevan, ampak je v družbi prisoten, da moramo ljudje sodelovati v občestvu, doseči, biti več. Bi pa jaz tukaj recimo Freire še zmeraj čutam kot zelo, zelo aktualnega. To, ko on reče, da je človek, da stremi k temu biti več, mi je všeč, da pri mladih generacijah opažam, da mislijo, da je biti več, da se to lahko doseže takrat, kadar imaš manj. Imaš manj v smislu materialnega. In to se mi zdi, da postaje ena nov način občutanja sveta, da lahko postaneš več samo takrat, ko nimaš okrog sebe vse tiste navlake, ki te tudi sili v neko situacijo novodobnega zatiranja. Hvala za toliko misel. Tomaž, kaj pa bi vi še mogoče kot tako zadnjo sklepno misel, kje se je vas Freire dotaknil, mogoče kot filozof, kot mislec, kot intelektualec, oziroma njegove metode, kot predlanka? Ja, jaz bi tole rekel, popolnoma bi se strinjal z kolegico Ničen, ki je poudarila ta zahodni kontekst, ki se ga premalo zavedamo. Freire ravno potem seveda izhaja iz nekega pravzaprav kolonialnega okolja, tega ne smemo vedeti. Je klasik, ki prihaja pravzaprav z globalnega juga. To je pravzaprav nenavadno na nek način, ker klasiki ponavadi prihajajo iz centra. To je pa seveda zahodni svet. In rekel bi takole, ja, pri nas je res seveda izobrazba bolj dostopna kot kje drugje, vendar pa ne smemo pozabiti na nove skupine, marginalizirane skupine ljudi, ki prihajajo v našo družbo, konkretno migranti recimo, in mislim, da oni so popolnoma izključeni iz našega družbenega življenja in počasi zasedajo neko mesto, ki so ga zasedali tisti zatirani v perspektivi Paula Freireja. Tako da ne smemo si misliti, da smo mi imuni pred temi procesi. Tako da že iz tega vidika bo Freire čedalje bolj relevantno tudi neposredno za našo družbo, za naše ulice in za naše okolje. To je ena stvar. Zdaj druga stvar, ki bi pa jo povedal in ki jo tudi izpostavljam natančneje v spremni besedi glede Freireja, mogoče neka kritika Freireja. Potrebno se je zavedati, da je Freire vseeno otrok svojega časa in da je pedagogika zatiranih nastala leta 1968, ko smo priča temu, kar imenujejo zdaj različni analitiki, fordističen tip kapitalizma. Se pravi, nek tip gospodarstva, ki je temeljil na tem, da je delavca zaposlil v tovarni, na polju, v rudniku in mu na ta način potem ga tako rekoč popolnoma instrumentaliziral in mu na ta način odvzel presežno vrednost in to je tisti tip, ki ga Freire izobražuje. No, v današnji družbi, v zahodnem svetu, tudi v Sloveniji, imamo pa nek nov razred ljudi, ki seveda še ni mogel vznikniti v Freirejevem času, ki pa je značilen za tako imenovan postfordističen tip kapitalizma, to pa so prekarni delavci v kulturi. Se pravi, ljudje, ki počnejo pravzaprav ravno to, kar je Freire mislil, da bo pot do osvoboditve, se pravi, ukvarjanje z samorealizacija, skušajo biti več, ukvarjajo se v kulturi, se na ta način udejstvujejo, a vseeno s tem še ne dosežejo osvoboditve. Zakaj? Zaradi tega, ker je gospodarski sistem, oziroma ne samo gospodarski sistem, ampak enostavno, bomo rekli, politična struktura moči se je tako transformirala, da je pravzaprav začela v podrejen položaj potiskati tudi tiste, ki delajo v sferi kulture. Tako da tu je mogoče neka točka, ne bi rekel, da je to krit, da je Freire imel narobe. Je nekaj, česar Freire še ni moral misliti, zaradi tega, ker je nastalo pozneje, 70-ih, 80-ih, pri nas konkretno v 90-ih in zdaj nastaja. Skratka, neka nov tip človeka, ki je ravno zato, ker se samo realizira, ker skuša biti več, ker ustvarja kulturo,
ne doseže še osvoboditve, tako kot je mislil Freire, ampak ga pravzaprav ravno to vpenja v nek podrejen položaj napram tistim, ki imajo moč. In tukaj je recimo definitivno neko delo za razmislek za naprej, kako zdaj Freireja, jaz mislim, da pot naprej ni v tem, da bi zdaj Freireja opustili, da bi rekli, ne, učenec pa zdaj ne sme biti aktiven v razredu, zaradi mora se nazaj, ker imamo tudi v pedagogiki, mogoče bo kolegica Ličan to lahko potrdila, ampak jaz zaznamem, da imamo tudi neke take tradicionalizirajoče tendence, ki skušajo pa nazaj uvajati, pa se neke ideje discipline ponovne. Ne. Mislim, da to ni pot naprej, ampak da je treba pa vseeno, se pravi, se vrniti k Freireju, vendar pa le premisliti, kako pa zdaj nasloviti to točko, ne, se pravi, nek nov razred, prekarn razred, nek novodobni, tako rekoč, kulturni proletariat in kako potem tega pravzaprav tudi spraviti na neko pot osvoboditve. Tako da mislim, da je Freire pravzaprav na različne, večplastne načine relevanten za našo družbo in ti razmisleki so mene že pred leti, zdaj 3-4 leta od tega nekako napeljevali na to, da sem agiral, da bi vendarle dobili ta prevod. Hvala, bi mogoče še komentirali Tomaževo komentar na to, bi rekla, druž spet ponovno vrača nekim starim oblikam in tako naprej, disciplina. Jaz mislim, da se Freire je zelo pomemben za izobraževanje odraslih. In v izobraževanju odraslih se v sodobnosti pojavljata dva tokova. En tok je ta, ki je izrazito pod vplivom tržnosti, to, kar opažamo pri nekih skupinah ljudi, in drugi tok je tisti, ki poskuša biti osvobajajoč. In če tega dvojega ne mislimo kritično, zelo hitro zapademo v sprejemanje načel tržnosti kot edinih načel, ki urejajo izobraževanje odraslih. In to je nevarnost. Zato je dobro Freireja danes brati s temi očmi postfordističnega kapitalizma, pa fluidne, moderne, ne, se pravi na ta način sodobnih problemov. Hvala. Slišali smo večkrat izrečeno besedo, torej biti več. Morda bi prisluhnili še temu zadnjemu citatu in pa Freirejevi sklepni misli iz knjige Pedagogika zatiranja. Maja in Domen. Lučka in Domen. Esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-se ao isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí que seja impossível dar-se nas relações antagónicas entre opressores i oprimidos. Toda to iskanje biti več, iskanje očlovečanja se ne more odvijati v osamitvi in individualizmu, ampak v občestvu in solidarnosti soobstoju. Zato je to iskanje nemogoče začeti znotraj antagonističnih odnosov med zatiralci in zatiranimi. In še malo več v slovenščini. Nihče ne more samolastno biti, dokler drugim prepoveduje, da bi bili. To je radikalna zahteva. Biti več, ki bi se skušal najti v individualizmu, vodi k egoističnemu imeti več, ki pa je le oblika biti manj, oblika razčlovečenja. Ne trdimo, da za biti ni bistveno imeti. Prav zato, ker je tudi imeti pomembno, to, da imajo nekateri, ne sme biti ovira za to, da bi imeli tudi drugi. Kajti s tem se krepi moč prvih, s katero tlačijo druge v njihovem pomanjkanju moči. Se nada ficar destas páginas algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Upam, da bo do vsega, kar je bilo zapisano na mojih straneh, ostalo vsaj eno. Moje zaupanje v ljudi. Moja vera v ljudi in v stvaritev sveta, v katerem ne bo tako težko ljubiti. Hvala, Domen. Torej, to je sklepna misel Pavla Freireja. Zaupanje ljudi, zaupati v ljudi in v stvaritev sveta, v katerem ne bo težko ljubiti. S to mislijo bi sklenili ta, bi rekla, naš pogovor. Zdaj pa bi besedo dala tudi publiki, vprašanjem iz publike, študentom, če mora kdo